Pozdravljen! Danes boš pri slovenščini spoznal malo tiskano črko D. Obljubim ti, zelo je enostavna za napisati. Preden se lotiš zapisa, se boš ob pisanju še malo razgibal. Vem, da že poznaš to športno abecedo. Pisanje z njo je zelo zabavno. Povedala bom, kaj napiši z gibi. Ko ti povem, posnetek ustavi, da boš imel dovolj časa, da nalogo v miru opraviš. Torej, najprej napiši svoje ime. Napiši besedo deblo. Napiši besedo voda. Napiši besedo moder. Napiši besedo medved. Si se dobro razgibal? No, pa nadaljujva. Sedaj pa bova najprej poimenovala tisto, kar bo prikazovala sličica. Prva sličica prikazuje dimnik. Druga sličica prikazuje krede. Tretja sličica prikazuje jadrnico. Naslednja sličica prikazuje grad. Naslednja sličica prikazuje deteljico. In zadnja sličica prikazuje gozd. Tako, sedaj pa je tvoja naloga, da določiš položaj glasu D. Ali je glas D na začetku, na sredini ali na koncu. Pri besedi dimnik je glas D na začetku. Pri besedi kreda je glas D na sredini. Pri besedi jadrnica je glas D na sredini. Pri besedi grad je glas D na koncu. Beseda grad je beseda nagajivka, kajti ko jo izgovorimo, se na koncu sliši T, vendar pri zapisu na koncu zapišemo črko D. Pomagamo si tako, da se vprašamo, česa ne vidim? Ne vidim gradu. Pri tej obliki se glas D dobro sliši. Kje pa slišiš glas D pri besedi deteljica? Na začetku. Kje pa slišiš glas D pri besedi gozd? Na koncu. Tudi beseda gozd je beseda nagajivka. Kako si že pomagamo pri zapisu? Vprašamo se,
Česa ne vidim? Ne vidim gozda. Pa pojdimo na zapis male tiskane črke D. Če jo že znaš zapisati, je tvoja prva naloga, da jo s prstom napišeš na mizo. Sedaj pa si boš ogledal posnetek pravilnih potez pri mali tiskani črki D. Če si jo prej napisal s prstom na mizo, boš preveril, če si to naredil pravilno. Če nisi, dobro opazuj, kajti poteze pri zapisu so zelo pomembne. Če pa male tiskane črke D še ne poznaš, bodi pozoren in sledi posnetku zelo natančno. Učenci, pri zapisu včasih zamenjujete smer pisanja trebuščka pri mali tiskani črki D. Pa naj vam povem, kako si lahko pomagate. Dvignite desno roko. Na kateri glas se začne desna? Na glas D. S palcem in kazalcem naredi z desno roko krožec. Drugi prsti naj bodo stegnjeni in stisnjeni skupaj, tako kot ti kaže fotografijo. Ali opaziš črko D na tvoji desni roki? No, kadar ne boš popolnoma prepričan, kako obrniti trebušček pri mali tiskani črki D, si pomagaj z desno roko. Sedaj pa sledi zapis v zvezek. Tvoja prva naloga je, da napišeš na levi list v zvezku naslov mala tiskana črka D. Da boš imel dovolj časa za zapis naslova, ustavi posnetek. Pod naslovom napiši najprej veliko tiskano črko D, ki jo sedaj že zelo dobro poznaš. Zraven nje pa malo tiskano črko D s takšnimi potezami, kot si jih videl na posnetku. Če si pozabil, kako si sledi poteza, prevrti posnetek nazaj in si poglej zapis črke še enkrat. Ko bo črka napisana, jo prevleci s kazalcem in sredincem vsaj 5-krat. Da boš lahko to naredil v miru, natančno in počasi, predlagam, da ustaviš posnetek. Ko prevlečeš malo tiskano črko D, napiši 3 vrstice črke D.
Prva črka v vrstici naj bo napisana z rdečo barvico, druge pa s svinčnikom. Med črkami naj bo za prst presledka. Piši z ošiljenimi barvicami in svinčnikom. Pazi na natančen in estetski zapis. Četrta naloga v zvezku je zapis besed. Tokrat besed ne boš prepisal, ampak bova skupaj poimenovala tisto, kar prikazujejo fotografije, nato pa bo tvoja naloga, da besedo zapišeš v zvezek. Prva beseda naj bo napisana z rdečo barvico, druge s svinčnikom. Med besedami naj bo za prst presledka. Predlagam, da za poimenovanjem sličice ustaviš posnetek in si vzameš čas za zapis. Kaj vidiš na sličici? Deček. Kaj pa je na drugi sličici? Deklica. Kdo je tisti, ki ima srebro v laseh in zlato v srcu? Vidite ga na sličici? Kdo je to? Dedek. Kaj vidiš na sličici? Med. Kaj pa vidiš na tej sličici? Želod. Sedaj pa smo pri koncu ure slovenščine. Besede ste zapisali, sedaj pa lahko preverite, če ste jih zapisali pravilno. Če ste nalogo dobro opravili, si lahko pod zapisom prilepite kakšno nalepko, če jo imate, če pa nalepke nimate, si lahko narišete zvezdico.